Halo, dostava hrane tukaj. Ne, nisem vam pripeljal hrane, žal. To je samo naslov tokratne dvodelne oddaje Pesinega soka, v kateri smo se pogovarjali z dvema dostavljalcema. Danes sem z vami Timotej, v drugem delu, ki bo objavljen v naslednjih dneh, pa bo oddajo vodila Ana. Z dostavljalcema sva se pogovarjala o delovnih pogojih, problemih na delovnih mestih, o tem, kakšne rešitve za izboljšanje svojega položaja predlagate in še marsičem. Skozi pogovor sva skušala ugotoviti, kakšne razlike v pogojih dela so med redno zaposlenimi dostavljalci pri restavracijah in platformnimi delavci. Če smo bili pred epidemijo vajeni za dostavo hrane poklicati restavracijo in nam je hrano pripeljal njihov dostavljalec, smo v času epidemije in po njej opazili močan osip zaposlenih dostavljalcev hrane. Nadomestila so jih platformna dostavljalska podjetja in si to mesto trdno zasidrala vse do danes. Glovo in Volt sta v Sloveniji lani imela vsak nekaj manj kot 1000 dostavljalcev. Klasični dostavljalci hrane, zaposleni v restavracijah, so danes prisotni le še v manjših krajih ali restavracijah, kjer so bili od nekdaj znani prav po dostavi. Lahko bi torej rekli, da imamo v Sloveniji dve vrsti dostavljalcev. Tiste, ki delajo za restavracije in so njihovi pogoji dela enaki pogojem klasičnih gostincev, torej so slabi. In tiste, ki delajo za katero od dostavljalskih podjetij, kot sta Glovo ali Volt, ker pa do zdaj niso bili niti redno zaposleni, ampak so morali odpreti svoj espe. Bolniška, dopust, plačana malica, regres in ostale pravice so bile zanje nedosegljive. Lani decembra je vse kazalo, da bo Evropskemu parlamentu in svetu EU za novo direktivo uspelo uzakoniti, da se platformne delavce obravnava kot zaposlene in ne več kot samozaposlene. Direktiva bi naj tudi regulirala uporabo algoritmov za nadzor nad delavci, državnim organom pa naj bi omogočala boljšo preglednost nad digitalnimi platformami. A tik pred zdajci se je zalomilo in glasovanje ni bilo izvedeno. Kot kaže, so k temu prispevali pritiski kapitala, prihodnost tega zakona ostaja negotova. Kapital ne spi, zato je nujno, da se zbudimo tudi delavci in nehamo čakati na to, da bodo pravice padle z neba. Te pridejo edino in samo z razrednim bojem. No, danes se bomo pogovarjali z dostavljalcem Galom Filipom Habincem, ki je redno zaposlen v restavraciji v manjšem mestu, v naslednji oddaji, tisti, ki jo bo vodila Ana, pa z Grego Kraljem, ki dostavljajo v Gradcu, kjer imajo platformni delavci že možnost redne zaposlitve. Naš gost, se pravi intervjujenec, če je to primeren izraz, je Gal Filip Habinc, ki dela kot dostavljalec v restavraciji v manjšem mestu. To se pravi, ta poklic ima specifike v primerjavi z dostavljalci iz Volta oziroma Glova, hkrati pa tudi verjetno v primerjavi z dostavljalci v večjih mestih, ampak bomo več o tem kasneje govorili. Se pravi, poleg tega imaš pogled v samo to, kako poteka delo dostavljalcev, imaš tudi verjetno pogled v kolektiv, v sami restavraciji, v kuhinji, ki strežejo, tak naprej. Gremo kar začeti s vprašanji. Se pravi, prvo, opiši svoje delovno mesto, kakšne vse so tvoje zadolžitve, kaj vse mora dostavljalec dejansko početi. Prvo je dostava hrane, spravo dostaviti hrano strankam do doma. Pol je pa še vse ostalo, to je, ne vem, sestavljanje škatl za dostavo, za burgerje, za pice, priprava solat za dostavo, pa za prevzem, če pride kdo iskat, pucanje solatnega bara, drve dostavljamo do pizzerije, da lahko pečejo pice, pomagamo v kuhinji, ko je gužva, kar je poleti vsak dan skoraj. Rečete klavnica, ne? Klavnica, tako je, se kolemo. Kva še? Ne vem. No, vse, pač mislim, skoraj vse razen za šankom ne delam. In koliko ur na dan pa običajno delaš? Čez teden do 7 ur, pol za vikend pa celodnevne. En dan v vikendu delaš, vsak teden, ali nedeljo ali soboto, pa imaš pač
od 11 do 13 ur delovnik Za za vikende. vikend. I love it. Ja, a to so nadure ali ti plačajo? Vse mi plačajo, okej. mislim, glede tega nimamo problemov. Glede tega so kar fair. Okay, kak je pa za praznike? Delamo edin dan, ko smo zaprti, je 31. december, 1. januar pa 2. januar. To se Drugače pa se dnevi. skozi delamo. Samo te 3 dni smo zaprti. Pa imaš za te, dobiš kakšne dodatke za popoldansko delo ali pa delo med vikendi? Dobiš dodatke dobiš za delo med vikendi. Druga ne. Popoldansko pa ne. Ne. Vreme, koliko letni časi vplivajo na tvoje delo? Recimo poletna vročina, toča, letos je bilo kar ekstremno. Ja, ne? letos sem imel jaz probleme z vročino, ker sem imel, koliko sem se z doktorico menil, sem bil zelo blizu vročinske kapi en dan. Mislim, da je bilo tudi namen, ker nisem nosil pokrivala. Individualna krivda, ne? Individualna krivda, pač te mogo bi nositi kapo, se imam kapo šiltom, whatever. Ampak pač, ja, ne vem, ko je toča padala, sem se mogel po toči voziti, I don't know, stari. No pač letos sem mogel po toči voziti, ko je tle tolkel Sploh nisem delal tisti dan, ampak je pač en od naših gostovalcev je bil prostovoljni gasilci in tak respekt, je šel pomagati, ko je bila toča, ko je folk vzdrobili strehe, da so pač pucali ulice, pa pač usmerili promet. In sem pač jaz mogel skočiti in sem pač po toči delal. No, ampak po tej vročini, ja, normalno, če bi kapo nosil, bi se lahko veliko stvarem izognil, ampak vseeno se gre pa verjetno za to, da vas vseeno ženejo po nekih nehumanih vročinah. Saj vemo, da so vročine na delovnem mestu problem in se mi zdi, da dostavljalci so na takih delovnih mestih so izpostavljeni temu. Pa še fora je, ne, ti si na klimi, saj sem bolj sem nehal klimo sploh imeti v avtu, imam samo bosansko klimo, okne dol pa gas. Pač ti si na klimi, no, ne vem, na 22 stopinjah, pa poskočiš ven na 45, stari, ni čudno, da te bo sfukal. Ja, not healthy, tako da ja, ni fajn. Tudi takrat, ko je bilo toče, ti je avto malo zbilo, stovklo. Šihten. Ja, šihten, ja. Mojega nisem imel srečo. Ampak kdo je pa potem kriv, recimo, za popravilo tega avta? Ja, zato, če je dal popraviti to na avte, če ga pa ti stovčeš, ti odplače od bolne. Pa se to pogosto dogaja, da ima kdo kaj rukne? Ne, jaz, ko sem začel delati, sem ene parkrat ruknil, v parih mestih sem ene parkrat ruknil avte. Zdaj pa ne več, no. Dobro. Pa so avtomobili, imajo vse, recimo, ne vem, delujočo klimo, to si še prej omenil, ampak drugače so v dobrem stanju. Ja, ne, za avte dobro skrbi. Sicer so skus na servisu, ki so pač zjahani, ki jih pač po 200 km na dan naredijo, ni čuden. Pa tudi nismo glih nežni z njimi, ker fest hitro se peljemo, pa speljevanje, ko imaš navit volan, pa gre kočnik, whatever. Pač so pod pritiskom avti, ampak jih pač rihta. Ni da se z nekim kripom vozimo, moram priznati. Koliko pa recimo ta utrujenost, ko po kakih daljših šihtih, nisi menil 12-13 ur, ne? Koliko ta utrujenost, ali pa kadar ta dolge tedne delaš 13 dni, ko si menil po tam malem, kako pa to vpliva na tvojo sposobnost vožnje? Honestly ne, na vožnje ne. Ker pač sem bolj kot ne na avtopilotu, sem že veliko kilometrov naredil, pač mi je voziti avto, ko hoditi. Bolj je pač bolj, ko domov prideš. Ali grem gledat neko serijo, ali grem špilat igrice, ali pač sem zaspim. Ko so taki tedni res, nimam bolj skoraj nič od lifea, no. Pa ne vem, tudi ko popoldanska smena delaš, ti si frej zjutri, ko so vsi ostali kolegi na šihtih, ko imajo normalne šihte. Popoldne, ko so vsi na pijačah ali pa ne vem, se pri kom dobijo, pa ti delaš. Pa imaš mogoče srečo, da naročijo
pa da jim ti vpelješ, pa se vsaj pol vidite, ne vem, kak čik skaditi na hitro. Pol bi rekel tudi, da to vpliva na tvoje socialno življenje. Ja, mislim, popoldanski šihti se ni to samo pred dostolavci, Ja, pač v gostinstvu se je tudi drugje, ampak ja, not good. No, ti zdaj že tlene 5 let delaš. Tako, prvi sem 2 let prek študenta, zdaj pa 3 leta sem zaposlen. Kako se pa razlikuje delati tle na tem mestu kot študent in kot redno zaposlen delavec? No? Nič. Nič. Isto delajo študenti kot mi. Sem da pač, mislim, jaz, ko sem prišel na šiht kot študent, so me tudi študenti uvajali. Pač ni glih neke razlike velike, razen to, da morajo zaposleni pač ure narediti tukaj, da bojo izpolnili fond. Študenti pa pač ne rabijo. Študenti imajo bolj fleksibilno delo. Ja. Kakšen pa imate, koliko študentov pri vas zdaj je zaposlenih? No? Na dostavi? Ja. Sam na dostavi je... Koliko vas je pravzaprav sploh na dostavi zaposlenih vse skupaj? Na dostavi, da smo sam, mislim, jaz sem zaposlen kot šankist in dostolavec, enkrat sem delal v šanki, ampak 3 smo na dostavi prav zaposleni, pa še 4 študenti. Poleg tega, ja. Kakšen pa imate odnos s študenti? Mislim, v redu. Če so normalni pubi, mislim, komod shajamo, ni nobenega, smo kar povezani, no. Ni da bi se kaj pod vlak metali pa neki. Imaš pol kake take, ko so dogležno uriti od šefa, ampak pač jebi ga. Ja. Splošno ste kot kolektiv, pa praviš, dosti povezani. Ja, razen parih. Ja. Črnih ovc. Tudi z kuharji in natakarji. Ja, bolj s kuharji smo bolj pač the front of the house pač se ponovadi malo ne više nosijo kot mi, ampak se tudi oni so pod stresom. Šankisti. Okay. Ja. Oni so, če za njih nekaj ni narejen, se derajo, če se mi kdaj zaderamo, takoj čujemo od šefa, oni nikdar. Zakaj pa misliš, da prihaja do teh konfliktov? Oziroma, zakaj se tako nosijo? Pač ne vem, zato ker strežejo tam v živo. Mi pa sem pripeljeno do bajta neki, ne vem. I honestly don't know, stari, ne vem. Okay. Koliko pa imate tudi kakšne migrante zaposlene? Mislim, imamo enega Srba, to je pa to. Okay. Ampak je, mislim, koliko jaz čujem, šef kuhne, legenda Marči, shoutout Marči, legenda, je rekel, da enkrat je predlagal šef našem, kaj če bi ponedeljke zaprli, ali pa celo ponedeljek pa torek, je rekel, da je dobil nazaj odgovor tak, raj metko koleno, ko pa to. Pa da če bo tako, čez 4 leti, 5 let, bi sami Pakistanci delali, to je direkt quote od šefa, tak da je... Zakaj pa? Profita, stari, treba gnar dobiti, zakaj bi nam kaj dal. Oni mu pa lahko delajo 12 ur za 4 evre na uro, 5 evre na uro, pa se mu jebe, stari. Ka lahko kovnem. Lahko kovneš. Lepo. Če bo treba, bomo cenzurirali, ne bo treba verjetno. To je ta proletarski govor. Pa misliš, no, ni še pri vas te situacije, ampak a misliš, da bi potem vi kot domači zaposleni prišli v konflikt s temi Pakistanci, če bo nekaj ne zaposleni? Mislim, jaz ne bi, vsaj upam, da ne bi, ampak vem pa, da bi kjer jezik bili, ja. Prvo, kaj bi pomislili, je, ja, fucking tujci nam tle pobirajo, manj so plačani, namesto da bi prvo pomislili na to, da te fucking šef izkorišča, pa da bo njih še 3-krat bolj. Sam je njim pač tle, tudi če jih tukaj izkorišča, sto katjače, kot pa tam iz kje so prišli. To ne bojo na to pomislili, ker je pač lažje ali nekaj. Ali pa so pač take v to take predispozicije družbe ali nekaj. Ne, tako se tudi dejansko se zdi tako, ne? Ja. Da.
Ok, kaj pa Voltovc opatlel ni v tem? Ne. Okay. Mi imamo v bistvu, mi smo edini, ko imamo z Glovotom pogodbo, da prek Glovota lahko pri nas naročujejo, pa jim pač mi pelemo, kot mi dostavljavci. Sam pri nas lahko naročijo prek Glovota, pa jim pač mi pripelemo. Ne vem, kaj se je tu zmenil šef. Ja. Se pravi, ni prav tak razvit ta platformno delo, če hočeš tam, da greš tega recimo ni, v Ljubljani. pač ni bliz tega. Nimaš ljudi na skuterju ali pa na biciklu, ko pač vozijo hrano, smo pač sam vsaka restauracija, če ima pač svojo dostavo. Pa so kakšni pritiski, da bi se outsourcalo dostavo? Ne, da bi jaz vedel. Ne vem, če smo da veliki tle. Ja, to je verjetno res stvar v Ljubljani, okej. Pa bi ti, če bi imel možnost, a bi rajši delal kot Volt? Okay. Ne, staj. Zakaj pa ne? Raj imam dopust, raj imam redno plačo, zdravstveno zavarovanje, ne vem, nočem biti fucking SP-jevc. Nočeš biti samostojen podjetnik. Ja, nočem biti to. O ne, nisem podjeten. Kaj pa misliš, se pravi, ja, no, normalno je te pomanjkanje teh nekih dokaj standardnih stvari. Pač, kaj če jaz hodim na fuzbol, kaj če si, ne vem, strgam neko kito v koleno in ne morem fucking 4 mesece neč. Kaj če bom Voltovc, kaj bom crknil, tle bi vsaj dobil tisto zdravniško in to je to. A lahko se da dobiti bolniško brez problema pri vas? Ja, mislim, če si res kaj narediš, ampak pač tudi folk je delal z razlitim slepičem pri nas, ker je šef rekel, da jaz ti ne verjamem, da ti kaj je in je tisti dan delal model, naslednji dan šel k doktorju in imel razlit slepič, pač človek bi lahko fucking umrl. Ja. Pa sama ta intenzivnost dela vpliva na tvoje zdravje ali pa pač od tvojih sodelavcev, no, pri vas? Kaj je to? Po moje, ja. Pač v kuhinji, jaz sem rekel, na dostavu ni tako hudo, ampak pač kuhna, to je pa mentalno, predvsem mentalno, ampak itak tudi fizično v tistih 50 stopenjski kuhinji tam delati, sploh ko je gužva, tam se gužvati. It takes a toll, sfukate pač, res te sfuka. Model je star 36, pa je pač res počas dela in je rekel, meni se jebe dečki, jem delal po svojem tempu, ker nočem, ker sem enkrat izgorel in ne greb se več tega, ne bom več. In pol vidim, imel sem kolega, ko je zdaj star je 23, je delal v kuhinji, pred par mesecev mi je rekel, šef, jaz grem, ali me dej pa na dostavo delati v kuhinji, več ne bom delal. Pa model je res delal hiter, top kuhar, hiter, kvalitetno naredi, ampak je pač pregorel, ni mogel več, pač zdaj dela na dostavo, hvala bogi. Pri vas tudi? Je, hvala bogi. Torej dejansko je dostava v primerjavi z kuhno veliko lažje, ja, mila bi rekel. Kaj pa misliš, kakšni so, mislim, zaradi česa? Če je gužva, boš v kuhinji skozi delo na dostavu, jaz se vsedem v tisti avto, če imam polnega, se pač uro pa pol vozim od hiše do hiše in je to. In se pač vozim, ne vem, poslušam podcast, tudi vaš podcast poslušam. Lepo. Poslušam podcast, ne vem, poslušam muziko, whatever, imam kind of vsaj nekaj za sebe delam ali nekaj, tam si pa zaprt v tisti kuhinji, še nečik ne moreš, če je gužva, pač in si sam to narediti, in skozi sam delaš. In pač ni to dobro, no. Res ne. Pa pride kdaj zaradi te razlike saj si že omenil, da imate s kuhinji načeloma dobre odnose, ampak vseeno, a pride do konflikta kdaj med? Pride, ja. Ampak se po šihtu se pol itak, če je bila gužva, se po šihti vsak si pier naroči ali pa whatever, CD-vito, whatever. Si tam usedeš in se pač pomeniš, si rečeš sorry, to je živčen sem bil, whatever. Ni ono, da bi se neke zamere držale. Pol ste povezan kolektivno, pa se družite med seboj izven delovnega časa. Rekreacijo imamo skupaj, fuzbol igramo, pa tako pač.
tudi gremo na pijače skupaj, gremo bowlat, whatever, nekaj delamo. Ni ono, da bi se poklali radi, pač med šihtom, ja, izven šihta ne. Pa ste kaj organizirani, ali pa je kdo od vas slučajno v sindikat včlanjen, če veš? Ne, nimamo sindikata. Bilo je na koncu tega poletja, ko je bil res grozen, res vsak dan je bilo noro gužve. Na koncu tega poletja je bila neka, sem dal jaz neko pobudo in so bili taki, dej zrihti, ne. Jaz sem pač se malo pozanimal, dok sem jaz dobil vse informacije, kaj bi mi rabili narediti. Je že to zamerli. Pač, ne vem, Pa sploh veš, ne da se jim, no. zakaj pa se jim ne da? Ne vem, ker bi radi oddelali šiht, pa šli domov, pa imeli mir, pa delali stvari, ko jih zanimajo. Ne vem. Pa sploh veš, kjeri sindikati delajo mislim, kjer sindikat deluje ali pa naj bi deloval v gostinstvu. Ne. Ok. Ne, ker sem, honestly sem, ko sem poslal vprašanje tem, za katerega sem mislil, da bom dobil odgovor, ga pač nisem dobil 100 let. In pa sem tudi jaz sem bil tak, ne da se mi stvari. Čeprav bi mogel, ne, honestly bi mogel. Ampak ne, mogoče bomo enkrat. Čeprav jaz že odkaz sem prišel not, sem bil tak, kaj če bi mi to naredili, Ko sem bil študent, sem že to govoril. Pa takrat je bil sam Marči za to, pa še mogoče kak, zdaj na koncu poletja so bili tako skoraj vsi za to, pa v enem tednu ni bilo gužve, puf, se je vse pozabil. Sam da je mir. Ne vem. Se pravi, se bojijo za šihte ali so pač tako izmučeni? Oboje moje več faktorjev, nisem to, no. Malo grdo govorim, ampak pač se je zafukal. Iskreno, sej. Ja. Pa bi rekel, da če bi se bolj sindikalizirali, a bi to rešilo vse probleme? Ne bi rešili vseh problemov, rešili pa veliko problemov. Bi se jaz 100%, da bi se lahko za boljše plače izborili, da bi se lahko izborili, da bi bilo v ponedeljek zaprti, da bi vsi za ziher en fraj dan v tednu, ne pa da včasih delaš cel teden, pa to ni pol 7 dni v eno, ampak pa si ti začneš naslednji teden in pol delaš minimalno 13 dni v eno. Ko fašeš kak tak teden, bi se najraje ubol, že nasred njega, kaj še lepo na koncu. Tako da ja, jaz sem 100%, da bi se skupaj lahko zborili za veliko boljše pogoje. Pa se ti zdi, da je sindikalizem tudi odgovor na neke širše družbene probleme? Ne. Zakaj pa ne? Zato, ker kapitalizem je gnil od znotri, ne samo na ven. Bi mogli drugo strukturo uporabiti. Ne, komunizem pač, pravice delavcev, mislim, ne pravice delavcev, oblast v roke delavcev, treba dati, basically. Pa bi sindikati lahko to dosežejo? Ne, Okay. ker delajo v okviru kapitalizma, sprav, ne. Pa se zavedajo tega tvoji sodelavci, a je sploh neka politična ali pa celo razredna zavest med njimi, jih zanima politika? Razredna zavest, ja, politika pa sploh ne, nič ni pogovora o politiki. Mislim, najbolj kaj je Janša bad ali pa Golob bad, to je, mislim, Janša bad ali pa novi obraz na levi, v narekovajih sceni bad, to je, do kje gre diskurs o politiki, več pa ne, no. Se pravi, se ne čutijo, da jih niti ena, niti druga stran predstavlja. Mislim, eni se čutijo, da jih novi obraz, eni pa da jih Janša. Mislim, zelo malih, da jih Janša, ampak pol si pa kdaj, ampak to je pa Janša dobro naredil, tak, ja, whatever. V čem se pa ta razredna zavest njihova kaže? Ko je gužva, pa so vsi tak pičkamo mater na šefu, jahto ima na morji je, mi pa tle garbamo zato, da bo lahko tanko svoj Audi pa svojo jahto. Ko pride ta gužva, ker naenkrat vse vidiš ta ogenj, pa hitro pojenja.
Kaj pa z delavci v recimo drugih gostilnah ali pa v drugih panogah? Sploh nič. Ni neke, da bi se kaj povezvali ali pa da bi kaj... Pač, a pa ne vem, tisti, ko grejo iz pa se nekje druge zaposlijo, pa itak kdaj pride kaj pojesti, ali pa pride na pier, na čik, whatever. Se tudi kaj veliko v šihti ne pogovarjamo, no. Če že je veš, kako je meni tle boljško, pa tle prvasku si hrbte razbijate, ali pa neki. Do tle pridemo, drugo pa kaj ne. Ja. Kakšen pa je ta šef, ki si ga omenil? A on večino stvari ukazuje? A je pač, kak je na priganju, ima kakšne nemogoče naloge od vas zahtevajo, ali se ne vmešavate v vaš delovni proces? Zdaj tako, koliko sem čul od drugih gostilnah, je naš šef relativno dober. Zato, koliko je lahko dober šef. Ampak ima pa pol izpade take. Ne vem, ko ni posla, ko ni veliko prometa, ker naenkrat začne za najbolj banalne, najbolj brezvezne stvari sikati. Ko je posel, ti nič sikal, ker mu pač denar pada v žep in je zadovoljen, pa naenkrat ni denarja, pa začne sikati, ampak pač ne vem. Ne vem, kaj ne še drugo rečem, pač tako je, no. Ampak plačati bo vse. Glede tega ni problema. Da se tudi, če dober delaš, na rekovajih, se da za par 10 centov dvigniti urno postavko, ampak ja, ne vem. Ampak Včasih nič, vse super pubi, vse super fino fajn, včasih pa pač kaj nisi odnesel smeti, kaj nisi ono, kaj nisi tisto, kaj nisi tretje, pač. Pa mu rečeš, lej, zdaj sem prišel z dostave, bom mi zdaj odnesel. Ja, kaj nisi že prej, pač, ker presliši pa sam tumba svoje brezvezne stvari. Koliko imate avtonomije pri svojem delu, koliko vi odločite o ponudbi ali pa kako bo razdeljeno delo? Ok, v razdeljenem delu to je ful fleksibilno, lahko ful mejamo. Ker ta glavni, mislim, šef ur ne piše, je pač vodja dostave, kjer je pač nam enak, ker je res fair do nas, se imamo za enake. In pač on napiše urnik, če kdaj kaj rabiš, ni problema s kom drugim zamejati kakšne dneve, delaš ti en drug dan cel dan, on ti dela tisti dan cel dan in imate pač vsak en dan free, pa pač eno celodnevno oddelate. Tu je zelo fleksibilno, ponudba pa nič, tu vse on štima. Enkrat sem pripeljal eni ženski dostavo, še jaz nisem vedel, pa vidim pico, pa reč, pa že tako jaz sem pogledal, pa rečem 10 € pa pol, brez dostave, sam pica. Tako čakaj malo, ko pa je tu, sem rekel, lejte, jaz ne delam cen, veste, kdo dela cene. Je rekla, ja, se vem, pička mu materna, ka cene pa, ka plača vam je pa dvignil, sem rekel, niti centa. Jebe mu mater, na, za kufe me, pa mi je dala tringlet. Legenda, shoutout, pozabil sem, kdo je bil to, ampak spomnim se po interakcije, legenda. Tako da ja, pač, čas priješ na šiht in stipkaš nekaj in sem tako vidiš, da je dal za 20 centov gor ceno. Jaz, ko sem začel delati, je bila pica brez gobic 8,20 €, zdaj je 9,90 €. Pač vsake toliko mesecev dvigne za 10-20 centov in pa se kar nabira, pa folk še kar naroča. Tako da se mu splača, ne? Se pravi, a bi potem se lahko reklo do neke mere, da je delovno mesto demokratično urejeno ali je jasna hierarhija in tam je demokracija? Ne, je rasno hierarhija. To bo bojo Pakistanci. Jasna hierarhija, definitivno, ja. Upam, da ne bo tega, ampak verjetno bo. Da, česa? Rasne hierarhije. Oh, shit. Tako sprano smo.
I love it. Jaz sem sprav, jaz sem dodelaš danes šiht. I just wanna chill in pol pride timi sem in moram fucking intervju delati. Ne, se je nice. I love this podcast, drugač poslušajte ga še večkrat. Ok, se pravi, kak pa če bi vi nadzorovali delovno mesto, to smo se že midva večkrat pogovarjala, kaj bi bilo drugače, no? Če bi imeli dejansko, če bi demokratično vodeno bilo vaše delovno mesto, kaj bi prvo spremenili? Mislim, zaprli bi ponedeljke, to sem skoraj 100%, da bi bili vsi za, vsaj ponedeljke bi zaprli. Ali pa da bi vsaj sam dopoldne delali ponedeljek, torek, sredo, da bi se dopoldne delali, ko so malce, da te malce odvoziš in to je to. Ali pa sam ponedeljek, torek, ne, to zdaj, I'm speedballing. Ja, nismo se nič o tem pogovarjali, to bi jaz naredil. Več bi zaposlil ljudi, da bi olajšal breme. Čeprav, to je problem, kuharjev ne moreš dobiti. Kuhar je res zafukan dobiti v tem trenutku. Res ni nobenih kuharjev. Pač, če bi se dali bi čim več kuharjev zaposlil, delati v kuhinji je smrt, da bi se razbremenili kuharje. Pa pač razporedil, to je tudi quote od našega šefa, tretjino za vse naše plače, tretjino za dobavo, tretjino meni v žep. Nas je 20 zaposlenih plus po moje še ne 25 študentov skupaj s kuhno, šankom in dostavo. Zdaj si jo predstavljate, koliko denara gre njemu v žep, če plača fucking 45 ljudi s tretjino, pa tukaj, ko nas plača, gre njemu tudi v žep. Tako da ja, ne, verjetno bi vsi imeli krat 2 plače. Ne vem, če bi bilo demokratično. Kaj bi pa recimo ponudbo z enkrat omenil, da bi jo čisto drugače tudi naredili? Preveč je sranja, mi imamo tu stvari, ne vem, mi imamo 10 burgerjev, 80 pic, pa imamo še 5 napolitanskih pic, 5 romanskih pic. Romanski pice se dela ena tukaj, ko bi se 5 normalnih naredili v tukem cajti. Ne vem, testenine, vsega imamo, pač sem zožal bi vse to, ker pač preveč vsega, pač sem kolež, kot smo rekli prej. Pa tudi vi verjetno tudi bolj poznate, kaj dejansko ljudje naročajo, kaj dejansko ljudem všeč in bi lahko bolj... Ja, mislim, se on ima tudi to, on tudi skoraj vsak mesec pride v kuhno s papirjem, kjer ima pač, koliko je bilo naročen tega, koliko je bilo naročen tega in tudi vrže stran, ampak fora je, da on vrže eno stvar stran, pa 3 nove da gor in si pač tako, the fuck, stari, ne vem. Malo skregen z logiko, I don't know, stari. In pol itak naslednji mesec je pa tak tiste nove stvari, tak ni noben naročeval, ko sploh ni vedel, da so noter, pa so še kar tiste stvari, ko se skus naročajo, se skus naročajo. Že odkaj delam tle, se eno in isto največ naroča. Ok. To smo se do enkrat malo pogovarjali, no, tako je eno dodatno vprašanje. A se ti zdi delo dostavljalcev kot nekaj družbeno koristnega, ali bi v neki drugačni družbi bilo to praktično nepotrebno? Mislim, za moje pojme, če bi bila dobra družba, ne bi rabili dostavljalcev hrane, ker bi folk imel cajt, ko pride domov z 4-urnega delovnika, bi imel energijo, pa čas, da sam sebi nekaj skuha z ljubeznijo, nekaj dobrega, nekaj užitnega, nekaj, kar te ne ubija, nekaj svojega vrta ali pa nekaj, whatever. In bi pač tudi, ker zdaj pač folk naroči hrano in tu pač požre se zato, da ne crkne dobesedno, pač it's just fuel. Jaz mislim, da bi jest v skupnosti bi mogel biti nek ritual v narekovajih. Neke javne menze pravzaprav. Ja, ali pa tudi, ne vem, your fucking village, nek community, stari, whatever, da se pač usedeš, se pomeniš, kaj se kaj dogaja, kaj te moti, ne vem, pač nek dialog med tem, ko ješ, stari, da je to nek bonding experience.
ne vem, tu je za mene jest. Lepo. Tako da, po moje, če bi bilo po moje, to ste glupo sliši, ampak ja. Ko bo po naše. Ko bo po naše, ne bomo rabili dostavljavcev. Ampak pač v trenutni družbi pa se mi zdi, da smo veliko bolj koristni, pa veliko več naredimo za družbo, kot ne vem, ekonomist ali pa neki, pač dobesedno. Ne vem. To si lepo povedal. Ja, okej, mislim, da smo v grobem predelali ta vprašanje, ki jih imam pripravljena. A bi ti še kaj povedal? Je še kaj, kar bi izpostavil, kar nismo te vprašali? Delavci sveta, združite se, ali nekaj, ne vem, koliko je slovenski prevod. Pravilno. Vse, kar lahko zgubite, so Le vaše verige. To vam zdaj povedal. Fucking larper. Ne, I never read Marx. Sem pa preposlušal cel podcast, ko so čez prvi kapital šli, čez prvi volumen kapitala so šli. Prvi del. Volumen je, kaj že? Ploščina krat višina. Čez prvi del kapitala so šli, to sem preposlušal. Tako da, I kind of understand the theory. Ampak ja, mislim, ne vem, vsak je vseb komunist, sam življenje v kapitalizmu ga je zagrenilo ali pa potisnilo to stran. To jaz verjamem. V kakšnem smislu komunist? Da pač hoče dobro sočloveku, pa noče imeti toliko veliko neenakosti, ko je noter. Sam pač, ko živiš v takem sistemu, od malega, ko greš v šolo, kjer ti govorijo, kak je communism bad, stari. In so pa tako, Amerika je pa nice, razen imeli so sužnje, drugače je pa nice. Pa si pa pač, ja, pač vsak dan čuješ, kak je bilo bad v komunizmu, pa kak je zdaj najboljš, kaj je bilo na svetu. In politik, da si tako, ko si. Je pa res, da ne more biti to opravičilo, ne. Se fuck a fascist, to je itak. Ok, bomo zdaj zaključila, preden Vinc še malo randomly renta. Ja, hvala Vinc, hvala vsem, ki ste poslušali in se vidimo naslednjič. Hvala, da ste me hoteli poslušati. Cenim to.